Pozdravček, danes bi vam zaupala, kateri so pomembni koraki, ko začnete uspešno graditi svojo prepoznavnost na družbenih omrežjih. Sicer prvo morate poznati cilj, se pravi, kaj želite z družbenimi omrežji doseči. Družbena omrežja so pomembna za različne stvari, kot so prepoznavnost, pospeševanje prodaje, negovanje strank, zelo dober customer service, se pravi, ogromno enih ciljev in prvo morate definirati, se pravi, cilj, kaj želite z vašim družbenim omrežjem doseči. Potem morate začeti graditi to prepoznavnost, ne? In normalno je kot na enem zmenku, najprej, da bojo ljudje začeli kupovati od vas, da seveda morajo spoznati. In spoznajo vas lahko tako, da jih prvo se dokažete, da ste strokovnjak na nekem področju skozi različne kvalitetne vsebine, skozi vašo zgodbo. In če vas začutijo, če vidijo, da ste mogoče jih je energija vaša pritegnila, bojo šli potem na vašo spletno stran pogledati ali boste prepoznavnost zgradili na podlagi nekega lead generationa, se pravi, da nekaj daste brezplačnega zameno za maili. In ko so tukaj pokazali interes, je potem naslednji korak, da jim tudi potem nekaj prodate. Največja napaka pa je, ki jo danes delajo, da takoj, ko pridejo podjetje na družbeno mrežo, začnejo prodajati. Pa žal ne gre tako. Se pravi, tako smo rekli, isto kot na zmenku, najprej vas mora spoznati, morate pritegniti pozornost in če klikne ta iskrica, potem pride do prodaje. In potem, ko imate definiran neki cilj, ko začnete delati na tej prepoznavnosti, je zelo pomembno, da veste, kdo je vaša idealna stranka. Vaše stranke niso vsi in dosti podjetnikov reče, Tanja, pa kaj jaz vem, kdo je zdaj prva stranka. Vedno fajn je vedeti, kaj je vaša unikatna tudi prednost pred drugimi, se pravi, v čem ste vi drugačni od konkurence, vaš USP. In potem poskušajte vaš izdelek, vkomponirati, se pravi, definirati stranko, kdo bi ta izdelek vaš mora biti kupila. In predvsem, kaj morate pri vaši idealni stranki, na kaj morate dati poudarek, je, da poznate strankine izzive, se pravi, kaj jim mogoče primanjkuje, kaj pogrešajo pri konkurenci. In potem najboljše, da tudi naredite kakšno raziskavo in tako ugotovite, s kakšnimi izzivi se soočajo. In vaša naloga je, da z vašim produktom jim te izzive rešite. Se pravi, da ponudite rešitve. Se pravi, je zelo druga stvar, se pravi, da definirate vašo idealno stranko, kar pa ne pomeni, da v prvem, šusu boste točno vedeli, kdo je vaša idealna stranka, ampak približno si definirajte, koga bi radi targetirali in seveda, ko boste šli na trg, na teren, vedno naredite neki testni vzorec in potem boste ugotovili dejansko, mogoče skozi, ko boste že na trgu, kdo pa je res vaša stranka, se pravi, ta stranka se lahko tudi razlikuje od to, kar ste prvotno mislili, mogoče boste zbrali drugi komunikacijski kanal, ki bo mogoče bolj primeren za vaš produkt, se pravi, to boste šele ugotovili na trgu in tako definirali to vašo idealno stranko. Seveda, ko pa imate to stranko definirano, pa pride seveda, se pravi, ko vas bo že spoznala, ko veste, kaj so izzivi vaše stranke, morate iti na kreative. Se pravi, primerne objave, kako napisati tekst, potem kako oblikovati grafiko, ki bo pritegnila. Tu je vedno fajn malo pokukati konkurenci in kaj je vaša naloga, da niste isti. Se pravi, da poskušate biti malo drugačni, da ste malo mogoče šokirate, mogoče čisto popolnoma neko novo idejo, ker šele tako boste izstopali. Danes zdaj vemo, vsi ogromno je gužve na spletu in da ste drugačni, je res morate biti kreativni. Je pa ena stvar, ki jaz vedno poudarjam, edino, kar ne more noben skopirati, pa v čem se boste razlikovali, je to z vašo energijo. Se pravi, kot oseba, da se pokažete in to je vaša unikatna prednost, se pravi, noben vas ne more skopirati. Se pravi, potem pride ta kreativnost, da veste, kaj napisati, ko veste izzive vaših strank, tudi poznate tekste napisati, tudi grafike primerne narediti. In tukaj ponavadi imajo kar podjetniki ogromno enih težav. Zato sem pa jaz tudi odločila, da naredim spletni tečaj, ki vam bo te težave rešil, se pravi, kaj hudiča objavljati na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram in LinkedIn.
In jaz vam bom res pokazala, se pravi, skozi 12-letne izkušnje, katere grafike so na konkretnih primerih delovale, kaj deluje, potem kako kreirati objave, prav recept, kako pisati objave, potem tudi konkretno, kako se organizirati, da vam bo čim manj časa vzelo. Ne vemo, podjetniki, čas je zelo dragocen, se pravi, boste dobili tudi ideje za objave, kako se organizirati, kako si narediti plan objav za naprej, kako jih avtomatizirati. In se pravi, v tem spletnem tečaju boste dobili vse, kar potrebujete, da ste uspešni pri objavljanju na družbenih omrežjih. Tako da izkoristite to priliko, do 20.12. po zelo prednaročniški ceni, potem bo se pa bil kar dražji. Zdaj, če imate kako vprašanje, mi lahko še pomagate, da vam pač vaša vprašanja dejansko dam v sam spletni tečaj, tako zdaj pripravljam so gradivo, da pol začnem snemati, tako da vam res olajšam, se pravi, čas, ki je za podjetnike zelo pomemben, se pravi, da boste vedeli, kaj objavljati, na kakšen način, kako kreirati, kako vse skupaj avtomatizirati. Tako da upam, da se vidimo preko spletnega tečaja, ker sem vam tudi na voljo v zaprti skupini, kjer me lahko karkoli tudi vprašate, ko ta spletni tečaj pregledujete. In še kaj je prednost spletnega tečaja, da lahko se učite, vi dobite doživljenjski dostop in se učite, ko imate čas, kolikokrat želite, in tako ne rabite zdaj biti točno na uro takrat na samem pač v tem spletnem tečaju, se pravi, po 20.12. vam jaz pošljem dostop in vi se učite, ko imate čas in kolikokrat želite. Tako da vabljeni, jaz se bom potrudila, da bo zelo učinkovito, da bo zelo zanimivo in drugače pa uživajte